Lep pozdrav še z reporterskega mesta, spoštovani gledalke in gledalci. Smo pred začetkom tekme, torej med tretjo in četrto ekipo lige. Koper je danes prišel na najbolj oddaljeno gostovanje, 284 km od Kopra do Murske Sobote, in tudi zato so Koprčani v Prekmurju že od včeraj. Dodaten pokazatelj, kako resno mislijo na današnjem srečanju. Tam je zdaj Guberac napravil napako, Horvat je prišel do strela, pa podaja Travnerja v kazenski prostor. Tole je bila lepa priložnost za... Da bi se lahko zaradi tudi enega srečanja, ki je morda pomembno z Muro, s tem igrali. Priložnost še enkrat zdaj za Muro, Vargič dobro posreduje, to je bila še ena... Predvsem manjka ji tisti Maroša, ki ga je Mura imela lani, in to je kar en, bom rekel, zelo pomemben faktor. Priložnost za Koprčane, Guberac podaja iz kota, Spinelli skače. Ja, in če že ves čas govorimo o Vršiču, o Mullah Husejnoviću, no zdaj pa priložnost za Koprčane, Barišić dobro posreduje Zalokar, potem pa tudi dvignjena zastavica stranskega sodnika. Travner ima zdaj kar nekaj prostora, manjkal bo sicer potem v obrambi. Travner še naprej strelja, Jure Travner, in žoga je za nekaj centimetrov zletela mimo vrat. Bobičanec v kazenski prostor. Lovrič je streljal tudi tokrat le za nekaj centimetrov mimo vrat. Lovrič zdaj podaja v kazenski prostor. Mišič odbija. Še en poskus. Spet v Vargiča. Bobičanca, ja. Kovter zdaj v kazenski prostor proti Cipotu. Kaj Cipot strelja 1:0 za Muro. To je tisto, kar je Ante Šimundža jasno zdaj želel doseči, izmenjavo prvi zadetek Kaja Cipota v letošnji sezoni. Super podaja Nina Kovtra in Kaj Cipot je bil najvišji v kazenskem prostoru. Odličen tajming trenerja Šimundže za obe menjavi. Pravzaprav v prvem dotiku, v prvem napadu, eden od obeh njegovih džokerjev, eden obeh tistih, o katerih smo govorili, povlekli nazaj, bi bila enostavno prenevarna, in to so rešitve, ki Muri lahko prinesejo danes potem dokončno to zmago. Zdaj priložnost za Koprčane, Mullah Husejnović je v kazenskem prostoru, 1:1. Pa sva pohitela. Mura je tukaj bila v tem delu premalo agresivna, zdaj dolgo žogo je pravzaprav pol moštva izpadlo iz igre in Koper je to iz druge priložnosti tudi kaznoval. In to so te psihološki momenti, so v momentu boljšem kot Mura, ko je moštvo kaznovano pravzaprav za vsako malenkost, za gol pa potrebuje izjemno priložnost. In Mullah Husejnović. Cipot in Dragan Lovrič tam v središču naše pozornosti. Za trenutek še ena priložnost za Muro, ni prepovedanega položaja, 2:1. Jan Gorenc očitno strelec na koncu. Ja, Mura je v zadnjih 4 situacijah tukaj pri predložku z kota z leve strani igrala na isto situacijo. Kovtor uteka na prvo vratnico, tukaj čisto iz zunanjega dela igrišča, in Koper 4krat te situacije ni pokril, enostavno je moral za to biti kaznovan. Najprej žoga od vratnice, in če je imela Mura nekaj tudi smole, pa tokrat tudi vsaj malce sreče. Mislim, da Travner žogo odbija. Mislim, da je ne glede na potek celotnega srečanja, ki je bil danes, naša zmaga zaslužena. Res, da bi se lahko obrnil tudi nasprotniku v korist, ampak glede na vse skupaj, mislim, da ne bi bilo zasluženo. Predvsem v drugem polčasu smo bili na zelo, zelo visokem nivoju, tako energetsko kot igralno, tekmovalno, in potem so tudi na koncu z malo sreče prišli do vseh teh točk. Ne, mislim, da je bila tekma prava, pravi derbi. Škoda je, ker je najslabše, kar se lahko zgodi v nogometu, da smo imeli, ne vem, par minut pred koncem situacijo za povest, da bi obrnili tekmo, in na koncu v bistvu koliko, ne vem, 30 sekund do konca dobiš 2:1 gol s kornerja, ampak dobro. Prvi polčas
kontrolirana tekma, potem se je malo bolj odprla na obe strani. Malo smo mogoče več trpeli drugi polčas, ampak smo bili tudi bolj nevarni. Tako da smo izgubili tekmo, ampak tako, igralcem težko kaj očitati za pristop in vse ostalo. Tako da nič, treba dvigniti glave in iti naprej.